Člani ljudske iniciative Velenje so velenjskemu županu izročili peticijo. V njej zahtevajo odstop direktorja in nadzornega sveta tamkajšnjega komunalnega podjetja. Zdaj pa v Velenje. Tamkajšnja ljudska iniciativa je županu Velenja Petru Dermolu izročila peticijo z več kot 1700 podpisi, v kateri zahteva odstop vodstva in nadzornega sveta komunalnega podjetja Velenje. V Velenju je Saša Kisovec. Zakaj si prizadeva iniciativa, zakaj zahtevajo odstope? Dober dan. V ljudski iniciativi Velenje zahtevajo odstop vodstva komunalnega podjetja Velenje, tamkajšnjega nadzornega sveta in tudi skupščine. Podpise so in peticijo predali županu mestne občine Velenje, ker lahko on kot solastnik podjetja oziroma javnega podjetja Komunala Velenje razreši vodstvo podjetja. Kot so dejali v ljudski iniciativi, so le v tednu dni zbrali 1700 podpisov pod peticijo za odstop odgovornih na velenjski komunali. Pravijo še, da nadaljujejo svojimi aktivnostmi, med drugim tudi s pripravo ovadb zoper odgovorne. Kot dodajajo, so že na začetku svojih aktivnosti izrazili jasno zahtevo, da naj vodstvo komunalnega podjetja Velenje zniža ceno ogrevanja za polovico ali pa naj zapustijo svoje stolčke. Poglejmo izjave. Vsi ukrepi, ki so jih do sedaj sprejeli, niso bili dovolj dobri oziroma konkretni, da bi se na položnicah to dejansko poznalo. Vse, kar si želimo in zahtevamo, je, da se položnice bistveno in drastično znižajo za dobrobit ljudi. Kako si župan? Velenjski župan Peter Dermol je sprejel podpise in peticijo, dejal, da bodo to peticijo preučili, jo naslovili na ustrezne službe, ob tem pa dodal, da vodstvo velenjske komunale uživa njegovo podporo, da pa bodo na naslednji seji sveta podjetja preučili tudi očitke iz omenjene peticije. Toliko za zdaj z Velenja. Saša Kisovec, hvala lepa. Live v Zuni, ko lahko govorimo, noter nisma smela govoriti, ker je pač seja mestnega sveta in moraš biti tiho ko miške. To tihoto ko miške upošteva tudi večina naših mestnih svetnikov, ker na to poročilo zdajle o nadzornem odboru, ko smo ga v bistvu mi vsi skupaj, ljudje z ljudsko iniciativo Velenje, sprovocirali, da po domač povem, zato da se je sploh odvil ta nadzor, na tem poročilu bi morala biti burna objava oziroma burna razprava, oni so pa tiho, spijo, ne vem, kaj dela Jasmir. Ne vem, lahko samo rečem, da glede na ugotovitve nadzornega sveta mestne občine Velenje, glede nepravilnosti, ki so se dogajale v zdravstvenem domu Velenje v letu 2022, bi mogla biti izjemno burna razprava. In skrbi me ob takem molku svetnic in svetnikov, da se podobne nepravilnosti dogajajo v ostalih zavodih oziroma organizacijah, ki jih nekako vodi oziroma jih je ustanovila mestna občina Velenje. Skoraj prepričan sem, da bo izredni nadzor ugotovil podobne, če ne še hujše ugotovitve na komunalnem podjetju Velenje. Upam in srčno želim si, da nas takrat ti ljudje ne bojo zastopali v svetu mestne občine Velenje. Namreč, če jim je bilo vseeno in so z molkom, razen enega svetnika in ene svetnice, ki so izpostavili in vprašali, kdo bo odgovarjal za to, so vsi enostavno bili popolnoma tiho. In takšnih svetnikov in takšnih svetnic si nekako ne želim v mestnem svetu občine Velenje. Namreč gre za hujše kršitve, ugotovljene hujše kršitve znotraj zdravstvenega doma Velenje in tukaj sem pričakoval mnogo več od svetnic in svetnikov. Zato, spoštovane občanke in občani mestne občine Velenje, upam, da ne boste pozabili, kako tiho so bili, da ne boste pozabili na visoke položnice. Dve leti bo izjemno hitro mimo in na naslednjih volitvah morajo biti v Velenju korenite spremembe.
Ja, ena od sprememb je definitivno za te svetnike, pa svetnice, lega, dej, treba jim je dati telovadbo. Oni nimajo dovolj zraka noter v tej hali, ker to je celo mrtvilo, nihče nič ne sprašuje. Mislim, bila je pa burna razprava je pa bila, kaj si lahko po izobrazbi, če si direktor zdravstvenega doma. Ne? To je bila pa burna razprava 20 minut, ker so itak govorili, ali je lahko naravovarstvenik, ali je lahko ekonomist, ali kaj je lahko. Potem so pa sprejeli v bistvu, da je lahko karkoli, samo da je 7. stopnja izobrazbe. Ne? Mislim, tam je bila burna razprava, 20 minut so se o tem pogovarjali, celo iz Wikipedije so si govorili, kako se temu reče, bom rekla, članke, kaj pomeni družboslovje, pa kaj pomeni naravoslovje, take zadeve. Mislim, tukaj, ko bi pa dejansko mogli vstati v imenu vseh nas ljudi, ko so se dogajale res grozote na področju kraje javnega denarja, tukaj je šlo marsikaj narobe in tudi na marsikatero povezavo smo mi že upozorili včeraj, danes tudi medije, zdaj smo imeli malo prej z Asmirjem, se pravi, predajo vseh naših podpisov županu, pa so se mediji ponovno izjemno dobro odzvali, tako da najlepša hvala vsem medijem, ki stojijo za nami, skupaj z nami v boju za bolj pravični in bolj normalen jutri, narejen po meri človeka in ne po meri kapitala. Tako da, ja, midva sva šokirana nad neodzivom, bom rekla, koliko 26 svetnic in svetnikov, dva pa sta gospod Duboj, ali Dobaj in pa gospa Juvan, sta pa postavila dejansko vprašanje, kaj se bo zgodilo zdaj s tem. Naj rečemo, da je bila, vse lahko si pogledate pač sejo, tišina, kot da smo na, jaz bom kar po domač govorila, zdaj se mi ne da olepšavati, kot da smo na podkraju gor, mislim, a res, a veste, koliko je to? To je v enem letu skoraj da 1 milijon evrov je šlo nepravilno v roke nekim posameznikom oziroma firmam, ki se s tem ukvarjajo. V enem letu, 2022, in to smo dosegli z ljudsko iniциативо, z našim pritiskom se je ustvaril pritisk za, v bistvu, sploh želja, bom rekla, za nadzor zdravstvenega doma Velenje in videli smo, da smo imeli prav, da smo zagovarjali prava stališča, da smo sumili in upravičeno sumili na nezakonitosti, kar se je zdaj, kot rečeno, potrdilo, le kaj se dogaja na komunalnem podjetju, ker tukaj so dejansko se odzvali in šli pregledovati za komunalno podjetje Velenje, pa se tega pregleda nekako bojijo in ga vedno znova zavračajo, tako da tam sumimo, da prihaja še do veliko večjih veliko večjih kršitev, predvsem pa so v igri veliko večji denarci, in tam, kjer so denarci, ponavadi tudi smrdi, žal, sploh pa na komunala, kaj bo drugače. Asmir, jaz sem se ful razpričala. Ja, v redu je, dosti povedala, tako da gremo naprej delati, moramo se pripraviti za sestanek, jutri imamo sestanek z ministrom Kumrom, pričakujemo, da bomo najdli ustrezne rešitve, ki bojo dejansko doprinesle k znižanju cen toplotne energije. Ja, še kaj? To je to. Ja, ne, hočem te samo opozoriti, ker imaš lepo zastavo nad glavo. To, mislim, dovolj zgovorno je, koliko vlagamo v beton in koliko dejansko v zeleno preobrazbo mesta. Poglejte si poročila Mestne občine Velenje, pa vam bo vse jasno. Predvsem pa vedno znova, sicer jaz sem ful res proti nekim, meni denar res ne diši, ampak zadnje čase ugotavljam, da je vedno znova moramo odpreti nosnice za vohanje, odkot prihaja denar in kam odteka, ker očitno je to njim glavni interes, nikomor pravzaprav ni mar, kaj se z nami ljudmi dogaja, kako mi preživimo mesece, tedne, kaj otroci velenjski in šoštanjski in bom rekla, ker v celi Sloveniji jedo, to nikogar ne zanima, v kakšne šole hodijo, to nikogar ne zanima, zanima pa jih le to, na kakšen način lahko prenesejo ali Evropo, ali občane, ali vse Slovence okoli, da si nekaj denarčka pospravijo tudi v lastni žep, kar je absolutno nedopustno in mi v ljudski iniciativi ne bomo odnehali, borimo se še naprej in lejte, zdaj smo pač zagreznili noter v komunalo, vemo, da je greznica prepolna in da bo treba še ogromno dela, da se izkopamo iz nje, ampak splača se, zato ker je to
nujno. Če želimo živeti v lepšem svetu, če želimo živeti v bolj pravičnem in poštenem svetu, se bomo morali vsi skupaj začeti ukvarjati s temi smrdljivimi stvarmi in jih odgovorne soočati vedno znova z temi stvarmi, ki so pač neprijetne, ne za nas, temveč za njih, ker ko dobiš nekoga s prsti v marmeladi, je zelo težko prepričati vse ostale, da ni jedel marmelade, če jo je. Tako da nič, lej, evo, takle malo po domače, midva sva zdaj na svežem zraku, ker noter je, se pravi, mrtvilo. In se greva naprej pripravljati za jutrišnji sestanek z ministrom, ki pa upajmo, da bo veliko bolj konkretiziran, veliko bolj uspešen za vse nas. Ne damo se, borimo se skupaj naprej in hvala vsem nam, ki smo pokončni, ki ne klečeplazimo in ki rečemo, idemo! Srečno! Pa gremo, pa srečno. Ajde, lep dan. Kako se to zdaj ugasne, zdaj to spet ne vem. Aha, tamle, evo.